Stari, ki ti bom zdaj povedal, česa tale avto, ki mimo grede stane 160 jurjev, nima, boš, to garantiram, dol padel. Dobar dan. Danes je tale na vrst, to se pravi Audi A8. Popoldne vam kupenih opravkov še v Ljubljani, zvečer bom pa zadnji govorc na TEDxu, na ekonomski fakulteti. Če sem kaj nervozen. Ja, mečkam sem. Je pa res, da bom govoril o stvarih, ki jih načeloma poznam. Smo zamenljivi, a nismo, v smislu telih modelov, ki znajo že danes na pol sami voziti, recimo A8. Preden se pa to zgodi, preden gremo v Ljubljano, pa preden kaj povem o A8, ki pičim pa dvema človekoma, ki sta verjetno ene največjih fac, kar jih poznam. Ker se bo zelo kmalu začel zelo čudno slišati, zato ker te dva človeka sta tudi moja računovodja. Za računovodja se pa ve, da ponovadi niso glih, face. Ok, gremo v MB. Drugač pa, kar se same osnove avtomobila tiče, dok je valjda več kot 5 metrov zadaj, normalno sediš kot kralj, opremljen z zračnim vzmetenjem, pele so odlično, konjev je 286, povprečju mi porab med 7,4 pa 7,9 na 100. A ja, pa še ena stvar, zato ker ima 4-kolesno krmiljenje, je njegov obračalen krog, koliko 11 metrov, pravzaprav manj kot Audi A4. Evo, sam še čez Koroškega pa sem tam. A veš, ona da sta tukaj nad, kaj je ta lokal, stari zmeri pozor. Trast. Ne, Trast je zraven, spodaj. Gledam tukaj gor, no. A veš, kdo je še tukaj, ne? Ja, kdo? Good timers, kdo? Gleda, Kobra. Someday, baby will go fast, baby will go fast. Čakaj, tega Porsche pa nazadnje še ni bilo, le to? A prideš daj pogledat, vsaka sreda od 12 do 5, ha? Ja, bi bilo malo narobno, če prijem gor, pa jih ne tukaj, Doran. Ajde, čau. To je to, kratko je sladko. Ful odmeva, va. Vidim, če še znam. Poštrudla štengi. Veš, kakšno lepotico hodim po mestu? Dobro driv, pohatil. Až kaj pa drugač me je najbolj razjezi. Kaj me Tina vpraša, a mi paše in jaz pogledam in se zelo hitro odločim. Tako v 2 sekundah in rečem ali ja ali pa ne. In pol ta odgovor, če je prehiter dan, tudi približno ne šteje, zato ker si nisem vzel 3 minute časa pa 18 minut v oblekci govor. Veš, kaj hočem reči? Ta mala se spet nekam skrila. Where are you, bubu? Naj me snemat, prosim. Če te snemam stopala. Stopala snemam. Ne kažem to riti. Ženske me bojo razumele, kako težko si je včasih kovbojga kupiti, tako da nehaj. Ful so dobre. Si res? Ful so dobre. Pa res so mi dobre, no. A lahko zdaj gremo? Sem te rekel, da bo jezna, le. Ja, res sem, nehaj. Si res, prosim te. Otroka boš zgubil. Nič ne bom zgubil otroka. Meni so kavbojke ful fajn. Si, nehaj. Come on, we're done, let's go. Jaz sem tukaj na ekonomski fakulteti, sem še obujem pa preoblečem se. Kaj, veš tega, kaj smo ti poslal? Tam misli, da uno, ko stopimo iz avta. Še malo pa grem gor. Ko sem obljubil, dajmo se zdaj končno lotiti A8-ke. Neke splošne stvari sem razložil. Ta je tudi tista, ta dolga verzija, zato placa v drugi vrsti. Mislim, delaj to, no. No, recimo tudi tole narediš. Tako izgleda ta spuščena sredinska konzola, tukaj pravljaš levo pa desen zadnji sedež. Tukaj imaš pa pol seveda dodatne nastavitve, recimo povezane s sedeži, ali pa ravnavaš ambientalno svetlobo. Vidiš, recimo prelagajaš jakost. Sam imena pa so huda, le to karibska. Lepa plava, to je pa res. Tukaj pa seveda lahko upravljaš še vse reloje v avtu. Čak, po mojem najboljše takole pokažem. Daš tablico ven, vidiš? A vidiš, recimo zbereš tega zadnji, pa rečeš, le jaz bi ga rad spustil. Tukaj gor imaš recimo en luštni špegoček. Evo ga. Zdaj pa čas, da povem 2 detajla. En, ki mi je ful všeč, ta drug, ki mi ni pa niti mal, sem da ta, ki mi niti mal avto ni nič kriv. Je kriv tist, ki je zbiral kakšno opremo bom imel. Najprej tega, ki mi ni všeč, ne. Veš? Ta avto za mano po ceniku stane temu 160 000 evrov. Ta avto za mano je tudi Audi A8. Audi je zastavonošen, njihov najboljši in najbolj napreden avtomobil. Tudi generalno gledano izredno pameten, sposoben in odličen avto. Ampak kljub vsej varnostni napredni tehnologiji, ki jo pa ima, nima pa zadnje kamere. To je ene vrste fail in polka greš rikvrc. Se lahko zanašaš na piske pa na tole fino grafiko. Je malo hecen, ne? Ampak ima pa pol tudi detajle.
pri katerih, recimo pri zadnjih lučeh, ko avto zvečer zakleneš, rečeš sam, stari, tole je pa zelo dobro zgledal. Mislim, delaj zdaj to. Dajmo se zdaj posvetiti bistvu avta, ki ga vidiš za mano, je en najpametnejših avtomobilov na svetu, kar se tiče polavtonomne vožnje, je pa najbolj napreden. No, vse tukaj bi se dal tudi skregati, ne. Audi, Mercedes, BMW, pa še kdo to kar obvladajo. Ampak nobenemu pa ne more vzeti naslova, ki je precej prestižen. Vidiš, to za mano je prvi serijski avto na svetu z laserskim čitalnikom. Lidar mu rečejo, ne glede na to, koliko imaš ti kamer pa radarjev, ne, zakaj ne bi dobil še malo dodatne pomoči v obliki zmogljivejše tehnologije. Jure Gregorčič, hvala za tale stavek, si ga bom sposodil. Kaj ta lidar pravzaprav je? Visoko zmogljiva merilna naprava s svetlobnimi senzorji oziroma laserskimi ali infrardečimi fotodiodami. Malo dolgočasno, ne, da je. V bistvu gre za razprašene svetlobne signale, ki se razprašijo na vse strani okrog avtomobila, ko pride do uvere praktično instantno, kot refleksen signal pride nazaj, zaznajo jih posebne kamere in na ta način avto ve, kaj se okrog dogaja. Evo, bolj nisem mogel poenostaviti. Zdaj se pa preselimo v kokpit. A veš, kaj je moja mami zagledala tole sicer čudovito avtomobilsko kabino, je takoj opazila, da klasičnih stikal ni, je pa ogromen enih površin, ki znajo zelo dobro loviti prah. In res je, da če si neat freak, ti boš to verjetno najetra. Ampak all in all pa moram priznati, da je tale kabina vsem kar dojaja. A veš, kup je mehnih nadomestil za klasične gumbe, ki so takoj simpatični, predvsem pa zlahka uporabni. Le zdaj. Vidiš tale zračnik? No, airflow prelagaš pa takole, le, na touch. Tole je digitalna instrumentna plošča, tukaj ne bom zgubljal besed, lahko seveda prelagaš videz, to smo videli že v veliko avtomobilih. Vprašanje je bolj, da se bo dal na sredinsko konzolo navaditi, če ni gumbov, predvsem pa je to nevaren ali ni, ker ti pač pogled uhaja dol, ko je treba stvari štimati. Le tako ti bom rekel, veliko podobnih rešitev na en način že obstaja in moram priznati, da niti ena še ni bila tako učinkovita kot ta. Ima svoje slabosti, ampak stari, tale sistem je kar dobro zasnovan. Pa dajmo se najprej ta zgornjega lotiti, vidiš, tukaj rihtaš osnovne menije, zaslon je odlično občutljiv na dotik, vse dela v nulo, tudi brez kakršnega koli lega, vidiš? No, ampak voznik imam občutek, bomo več dela s tem tukaj spodaj, tukaj se upravlja pa klimo. Najboljša stvar pa vsem skupaj pa je, da so stikala velika, lahko klimo nastavljaš takole, ali pa če se ti mudi, ne, lahko narediš pa samo tole, vidiš? Vse skupaj deluje zelo intuitivno, pravzaprav imaš gumbe, sam da niso gumbi, mislim, hočem reči, da uporabljaš to stvar, je kar fajn. Imaš pa še vedno kakšno klasično stikalo, lej, za recimo upravljati volume, ta bo po moje za sovoznika prav prišel, ker voznik bo drugače itak uporabljal tale gumbek tukaj na volanu. Pa tale tipka je tudi kar zanimiva, le, ker zelo prilagajaš asistenčne sisteme, pa si pa lahko nastaviš vse skupaj, kakor si sam želiš. Pazi zdaj. Kateri bodo vklopljeni, kateri bodo izklopljeni. Moram reči, priznam, da sem dol raven zaradi dobre zasnove gledal veliko manj kot kakšnih drugih avtomobilih, tako da tam za. In to je to, kar se tiče Audi A8. Jaz mislim, da je cajt, da se tale vlog zaključi. Kaj si ti misliš o njem? Ja, to mnenje si moraš pa ustvariti sam. Jaz sem par podatkov sem podal, kakor ponavadi. That's it. Lepo se imejte. Ajde.